Dober dan, to je NN Studio. Kaj vse leto 2023 prinaša na področju delovne in socialne zakonodaje? Kako bomo torej delali? Kaj bo z našimi plačami, pokojninami in socialnimi transferji? Se upokojitvena starost res ne bo zvišala? Bomo zaposleni dobili možnost oskrbovalnega dopusta in 30-urnega delovnika? Bo božičnica po novem obvezna? In pa seveda, glede na to, kdo je današnji gost, v kakšni kondiciji je koalicija Roberta Goloba, kako zelo jo je zatresel odhod Tatjane Bobnar. V našem studiu je Luka Mesec, podpredsednik vlade, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tudi koordinator Levice. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospod minister, kar precej odzivov, tudi burnih, prihaja v teh dneh ob napovedih vašega ministrstva, kakšne spremembe delovne in pokojninske zakonodaje pripravljate. Če se najprej lotiva sprememb zakona o delovnih razmerjih, v letu 2023 načrtujete 2 posega. Kaj prinašata? Ja, glejte, naše ministrstvo si je zadalo ambiciozne cilje za naslednje leto. V glavnem skupaj z Ministrstvom za solidarno prihodnost, ki zdaj nastaja, načrtujemo precej velike spremembe na 5 področjih. Prvo pokojninska, drugo nov plačni model, tretje socialni transferi, četrto dolgotrajna oskrba in 5 stanovanja. Se pravi, to so področja, na katerih lahko pričakujete, da bomo praktično reformirali ali pa probali celo na novo vzpostaviti sisteme, ne, če govorimo o dolgotrajni oskrbi ali pa stanovanjih. Ampak če začnem pri pokojninah, kar ste vprašali. Zdaj, pokojninski sistem mi moramo do 1.1.2024 reformirati, ker je takšna zaveza dana Evropski komisiji. V tej reformi bomo pa upoštevali več vidikov. Zdaj, prvi vidik je, da se bomo vprašali, kaj je pravičen pokojninski sistem. Se pravi, kakšna naj bo minimalna pokojnina, kakšno naj bo razmerje med vplačili in prejemki, kakšna naj bo delovna doba in koliko smo kot družba pripravljeni za to prispevati. Tukaj bomo upravili precej široko javno razpravo, kjer bomo zasledovali najširši možen konsenz v tej smeri, ko bomo pač sistem postavljali na novo. Gledali bomo pa, da bo ta pač čim bolj pravičen in da se bo lahko z njim poistovetila čim večja večina prebivalcev, ker konec koncev bistveno je, da mi zagotovimo sistem, v katerega bomo vsi verjeli in ki nam bo dal občutek varnosti za naslednjih 30 let. Pravite povečanje solidarnosti, zmanjšanje neenakosti. Kako konkretno boste to dosegli? Ja, glejte, zdaj ena od idej je, da bi bila začetna pokojnina višja, kot je danes. Se pravi, mi smo imeli še pred par leti nadomestitveni odstotek, se pravi, ko si se upokojil, si dobil samo 57,5% pokojnine oziroma odmerni odstotek. Ja, odmerni odstotek je bil samo 57,5%. To je bil tak delež plače si dobil. Zdaj, cilj, ki so si ga socialni partnerji leta 2017 zadali v beli knjigi, je, da bi ta odmerni odstotek bil 70%. To je precej ambiciozen cilj, ampak se bo treba javno finančno poigrati, da vidimo, ali lahko to dosežemo, ne da bi se pokojninski sistem podražil za polovico zaradi tega. Tako da ena od idej je, da bi bila začetna pokojnina višja, ampak da bi z leti rasla nekoliko počasneje, kot raste danes. Zdaj prihajajo kar ostri odzivi tudi iz gospodarstva, gredo pa v smeri, nekdo z višjo plačo plačuje višje prispevke, ki navzgor niti niso omejeni in zato dobi višjo pokojnino, ki pa je navzgor omejena. Zakaj to po vaše ni solidarno? Ne? Z ministrstva pravijo, če naprimer slabo plačan delavec pokojnino prejema 10 let, medtem ko dobro plačan menedžer pokojnino prejema 20 let, je to diskriminacijo treba upoštevati, se slabo plačani delavec plačuje pokojnino za bogatejšega menedžerja. Po kakšni logiki se sta vendar oba plačevala prispevke, tisti z višjo pokojnino seveda predvsem višje? Ja, glejte, tukaj treba upoštevati še nekaj, ne? In sicer, da dobro plačani živijo dlje od ljudi z nižjimi plačami.
Zelo znan ekonomist Thomas Piketty je na primeru Francije pokazal, da med spodnjimi, mislim, da 20% prebivalstva in zgornjimi 10% obstaja, mislim, da 8 let razlike v pričakovani življenjski dobi. Tako da je tudi z tega vidika je treba upoštevati, da ne bomo živeli vsi enako dolgo in da mora pač pokojninski sistem, ko se pogovarjamo o plačnih razlikah med nami, pač nasloviti tudi to vrsto neenakosti v družbi. OECD pravi, treba bo še zvišati upokojitveno starost, torej na več kot 65 let oziroma več kot 40 let delovne dobe. Poleti ste za N1 rekli, da ste proti temu, vaše ministrstvo pa se zdaj glede tega ne opredeli zelo jasno, ali torej to bo v predlogu pokojninske reforme ali ne. Ja, kot sem rekel, pač naše politično izhodišče in tudi programska točka je, da vztrajamo pri 40 letih. Bomo pa tukaj iskali širok družbeni konsenz. Tako da, če se bomo pogovarjali o podaljševanju upokojitvene starosti, se to definitivno ne bo zgodilo leta 24 ali 25, ampak se pogovarjamo o daljših obdobjih, ker namen te pokojninske reforme je, da jo sprogramiramo do leta 2050. Se pravi, da postavimo okvir, kako bo pokojninski sistem do leta 2050 deloval, koliko bo družbo stal, na kakšne pokojnine lahko ljudje računajo in da poskušamo okrog tega oblikovati širok družbeni konsenz. Pravite, da je treba mlade čim prej spraviti v delovna razmerja, da ne bodo prekarci do 35. leta. Ja. Kako konkretno boste to dosegli? Nekateri so, bom tako rekel, raje prekarci zaradi prispevkov, zaradi obdavčitev, tako naprej. Torej, kako boste to dosegli? Res je, zato tudi zelo podpiramo davčno reformo, ki jo je predlagalo Ministrstvo za finance, s katero bi mladim zaposlenim omogočili, da se zaposlijo z močnimi davčnimi olajšavami na njihove prispevke in dohodnino. Na ta način bi podjetja in mlade prepričevali, da se je bolj smiselno zaposliti, kot recimo pač ostati, ne vem, na študentski napotnici, odpreti SP ali pa delati preko kakšne druge prekarne oblike zaposlitve. Ja, ker Slovenija ima pri mlajši populaciji med 15 in 29 let nižje stopnje delovne aktivnosti kot ostale države. Recimo imamo podatke za leto 2020, v Sloveniji torej delovno aktivnih v tej starosti 46,6, v Nemčiji 60,4, v Avstriji 61,6. To so kar velike razlike, velik razkorak. Imate tu morda kakšen konkreten načrt, nekaj ste že povedali, ampak vendarle so te razlike tako velike, da bo treba verjetno s nekimi konkretnimi ukrepi, da se ta trend obrne. Ja, jaz mislim, da pač tukaj sta dva glavna vidika. Pač prvi vidik je, kaj se v Sloveniji splača. Trenutno je tako, če imaš na izbiro SP ali redna zaposlitev ob isti bruto plači, pa je tvoj delodajalec pripravljen v bistvu tukaj pač preko obvoda kršiti delovnopravno zakonodajo, se bistveno bolj splača SP kot redna zaposlitev. Tako da je treba to razmerje začeti obračati. Se pravi, redna zaposlitev mora biti prva izbira tako delodajalca kot zaposlenega. Kako to doseči? Zdaj en je ta davčni vidik, o katerem sem prej govoril. Davčna reforma, ki jo je Ministrstvo za finance pripravilo, je za mlade pocenila redno zaposlitev in pa hkrati nekoliko zaostruje, ne zdaj pretirano, ampak nekoliko zaostruje zaslužke SP-jev. To se mi zdi korak v pravo smer, ker ne sme se SP v primeru, ko se ti ponuja redna zaposlitev, bolj splačati kot redna zaposlitev. Druga stvar tukaj pa je ustvarjanje priložnosti za mlade. Tukaj bomo pač kot družba morali bistveno več vlagati v raziskave, v razvoj, konec koncev tudi prepričevati mlade, da ostanejo v Sloveniji, da si tukaj ustvarjajo življenje in bodi si iščejo, bodi ustvarjajo priložnosti, kot da odhajajo v tujino. Kar pa jaz vidim tudi kot močno povezano stvar z eno od naših glavnih reform naslednje leto, to je stanovanjska politika.
Ja, pa verjetno se bo tudi izobraževalnega sistema treba dotakniti, po drugi strani to tudi opozarja stroka. Imamo pa tudi problem pri starejših zaposlenih. Hitro upokojevanje, dolgotrajna brezposelnost, torej prekmalu se umaknejo iz te delovno aktivne populacije. Kakšne načrti imate pri reševanju tega problema? Ja, to je velik problem, ker pri nas je upokojitvena starost v zakonu napisana 65 let oziroma 40 let delovne dobe, ne. Resnična upokojitvena starost je pa, mislim, da par mesecev pod 60 leti. Bistven problem pa je, da tisti ljudje, ki po 50 izgubijo službo ali pa po 55 so v precej primerih nezaposljivi. Tako da tukaj zdaj dokončnega odgovora nimam, kaj točno vse bi bilo treba spremeniti. Bomo pa ob snovanju pokojninske reforme poiskali rešitve, kako te ljudi najti zaposlitve za te ljudi, da ne bodo napol prisilno predčasno odhajali v penzijo. Pa imate vi morda že kakšno oceno finančnih učinkov teh sprememb pokojninske zakonodaje in kako bi jih financirali? Ja, zdaj ena stvar, o kateri se bo treba pogovarjati, so definitivno prispevki za pokojnine, ki mislim, po moji oceni so trenutno prenizki, sploh na delodajalski strani. Po drugi strani bo pa treba tudi povedati, kakšen je okvir. Zdaj v Evropski komisiji in v pač teh ciljih, ki si jih je Slovenija kot država zadala, je zapisano, da stroški za pokojnine do leta 2050 ne bodo presegali 14% BDP. To je še vedno precej več kot danes. Danes mi damo, mislim, da kot družba tam okrog dobrih 10% za pokojnine, ampak treba se bo pogovarjati o prispevku, ampak tudi zelo jasno mislim, da pač neko zgornjo mejo pač izdatkov tukaj postaviti. Ja, v Levici ste ves čas za to, da se prispevki delodajalcev zvišajo. Kaj pa prispevki zaposlenih? Bi tudi to poviševali ali boste to pustili pri miru? Glejte, prispevki delodajalcev so tisti, ki so se znižali leta 1996 praktično na polovico. Ne, tako da danes zaposlen da 15,5% svoje plače za pokojnino, delodajalec da 8,85%. Tako da bo tukaj treba pač neko ravnovesje poiskati. Ampak se lahko zavežete, da za zaposlene ne boste dvigovali prispevkov? Zdaj davčna reforma se bo odpirala in v tej davčni reformi bomo iskali nov družbeni dogovor, koliko smo pripravljeni plačati za pokojnine, koliko za zdravstvo, koliko za dolgotrajno oskrbo in vse to bo treba pač skozi širok dialog v naslednjem letu doreči. Tako da na tej točki je, kar se mene tiče, vse odprto. Če greva zdaj v bistvu k tem, s čimer sva začela, torej spremembe zakona o delovnih razmerjih, nekaj smo v uvodu slišali, oskrbovalni dopust za ostarele starše bomo menda imeli na voljo, 30-urni polni delovnik, prihaja tu zraven obvezna božičnica, prekarci bi lahko zahtevali redno zaposlitev. Lahko te stvari malo razložite, kako bo to videti, to ljudi zelo zanima. Ja, zdaj 30-urni delovnik, to je tudi del koalicijske pogodbe, dajemo v ta zakon kot možnost. Se pravi, če se podjetje, če se, ne vem, delodajalci in zaposleni zmenijo, da se dela 30 ali 32 ur, kar so nekatera podjetja v Sloveniji že naredila, recimo tukaj le blizu ima salon pohištveno podjetje Donar, oni delajo 30 ur na teden. Jaz sem z njimi govoril že pred leti in so rekli, da to, da imajo oni skrajšan delovnik, za njih pomeni, da na nek način kršijo delovnopravno zakonodajo v Sloveniji, ker polni delovni čas je pri nas predpisan višje kot na 30 ur. Ne? In če ti hočeš delavca za polni delovni čas zaposliti samo za 30 ur, si v prekršku. Tako da mi zdaj omogočamo to, da se kot polni delovni čas lahko šteje delovni čas od 30 ur naprej na teden. Lahko.
nikogar pa ne bomo silili v to, da skrajšuje delovnik. Kaj pa bo to delovnik. pomenilo potem za prispevke, davke, na to ne bo imelo vpliva, tudi če je nekdo za 30 ur zaposlen ali pač? Ne, ker pač to Šteje, da je polni delovni čas. je polni delovni čas in plačajo se polni davki in prispevki, tako da tukaj ni nobenega problema. A kako bo pa videti ta novost, da bo lahko delavec od delodajalca zahteval fleksibilnejšo ureditev delovnega časa? Kaj to pomeni? To je pa v bistvu stvar, ki je prišla iz Evropske unije. To in oskrbovalski dopust sta v bistvu del direktive, ki jo prenašamo. Oskrbovalski dopust pomeni, da moramo mi v slovenski pravni red umestiti, da če imaš ti doma ostarele starše, ti mora na leto pripadati vsaj 5 dni oskrbovalskega dopusta, ko skrbiš za njih. Tako da to je prva stvar, ki jo prenašamo. Druga pa je, da lahko delavec, če je recimo v prekarni zaposlitvi, od delodajalca zahteva, da se njegova zaposlitev primerno uredi in se delodajalec mora do tega opredeliti, v bistvu mu pač tudi pisno odgovoriti. Ampak ni mu pa treba ugoditi, ne? Ni mu treba ugoditi, ampak mora pa zelo jasno povedati, zakaj ne. In to je taka, recimo, da pač prva pot do pravice do tega, ne? Prvi korak do pravice do tega, da lahko od delodajalca zahtevaš, da te redno zaposli, če pač svojo prekarno zaposlitvijo nisi zadovoljen. Druga pa je, da lahko delavec tudi zahteva fleksibilnejšo ureditev delovnega časa. To je tudi nekaj, kar prihaja iz Evropske komisije. Je pa to trenutno v ekonomsko-socialnem svetu, kjer usklajujemo rešitev, kako bo točno to v praksi izgledalo. Ampak kako si pa vi kot minister to predstavljate? Glejte, mi v bistvu smo že zdaj precej fleksibilnosti uvedli, ne. Delo od doma je ena taka oblika fleksibilnosti. Druge oblike fleksibilnosti so, da ti ni treba biti na delu pač ob točno določeni uri, ampak da je v bistvu prihod na delo in odhod z dela stvar dogovora med delodajalcem in zaposlenim. Tretja oblika fleksibilnosti konec koncev je lahko tudi skrajšan delovni čas, če se oba dva seveda s tem strinjata, ne? Zdaj, glede možnosti obvezne božičnice, finančni minister Klemen Boštjančič je za Delo dejal, da bi to pomenilo dodatnih 200 milijonov samo v javnem sektorju, da je to zelo všečen ukrep, ki pa z vidika javnih financ ni primeren, po domače, po mnenju finančnega ministra, država za to trenutno nima denarja. Kako ga boste prepričali v nasprotno? Imate pri tem podporo premierja? Zdaj, tudi to je stvar, ki je v ekonomsko-socialnem dialogu. Tam iščemo rešitev, če se jo bo dal najti. Drugače pa prej ste na začetku omenili, da bomo letos 2-krat odpirali zakon o delovnih razmerjih. Se pravi, ta prva sprememba oziroma prva reforma je manjša reforma. Tukaj smo noter dali stvari, ki se tičejo evropskih direktiv, ki jih moramo prenesti, in par točk iz koalicijske pogodbe. To bomo nekje do marca zaprli. Resna reforma se pa odpre zatem, ko bomo pa sindikatom in delodajalcem v bistvu dali možnost, da sami odprejo zakon o delovnih razmerjih in se dogovorijo o novem plačnem modelu. Se pravi, kako bi to izgledalo, kakšni bi bili dodatki, kakšne bi bile recimo pravice, kot je božičnica, kako se bo obračunavalo to in ono, kako se bodo nastavile nove kolektivne pogodbe, ali bo minimalna plača postala osnovna in najnižja plača vseh kolektivnih pogodb, kar je naša ambicija. To bo pa stvar, ki jo bomo delali skozi leto 2023, pri čemer bodo imeli vodilno vlogo pogovori med sindikati in delodajalci na ravni cele države. Vi pa ne boste vztrajali potem, če bo pač tak dogovor tudi med socialnimi partnerji pri obvezni božičnici. Ne bo to nekaj, pri čemer boste do konca vztrajali? Ne, socialni dialog bomo spoštovali, ker ga hočemo zgraditi. Ja, ravno to, kar ste prej omenili, spremembe plačnega modela, najnižja osnovna plača je malo čez 500 evrov, ne? Ampak noben ne dobi take plače, ker potem delodajalec doplača do minimalne plače, ampak tudi predstavniki delodajalcev pravijo, da so za spremembe pri tem. Je torej to že usklajeno? Bo torej minimalna plača postala najnižja osnovna plača? O tem se povsem resno pogovarjamo, ja, da bi minimalna plača postala izhodišče vseh plačnih sistemov.
kar je konec koncev ena od osnovnih stvari, ki bi jo jaz rad naslednje leto postavil. Je pa treba od tam naprej potem se pogovoriti, kako bodo plačni sistemi v državi izgledali. To se bodo pa dogovorili sindikati in delodajalci. Mi kot ministrstvo bomo pa nudili polno oporo. Se pravi, bodisi z primerjalnimi študijami, kako so te stvari organizirane v tujini, strokovno podporo in tako dalje. Skratka, želimo priti do reforme plačnih sistemov v državi, ker kot vidimo so ti precej zastarili. Torej, tu bo tekla razprava tudi o, izplačilu prehrane, prevoz na delo, vse to, kar sestavlja v bistvu osebni dohodek zaposlenega, se bo pač pogovarjalo o tem. O tem se bo pogovarjalo, ja. Ampak kot rečeno, da ne bo zdaj se kdo prestrašil, ne. Tukaj se bo vodil zelo, kako bi rekel, odprt socialni dialog in mi bomo tudi iskali pač širok družbeni konsenz okrog teh vprašanj, tako da ne bomo ničesar tukaj delali na silo. Zdaj tudi spremembo davčnega sistema nekako napovedujete že v naslednjem letu. Kakšno ali že veste, kako bo videti davek na premoženje, ki ste ga zapisali tudi v koalicijsko pogodbo? Ne še. Vem pa, da Ministrstvo za finance resno dela na tem. In jaz sem pač sam tukaj zelo močno na stališču, da je prihodnost davčnih sistemov v tem, da začnemo davke iz trenutno več ali manj pač delovno aktivno prebivalstvo plačuje davke. Da je treba davke začeti prenašati na obdavčitev premoženja in kapitala. Na ta način bomo tudi dobili bistveno bolj pravično družbo. Zdaj, zakon o dolgotrajni oskrbi prejšnje vlade je po referendumu zamaknjen za 1 leto. Kdaj boste pripravili in sprejeli novega, katere bodo bistvene razlike v primerjavi z obstoječim zakonom? S katerim? Pardon? Zakon o dolgotrajni oskrbi. Z dolgotrajni oskrbi. Ja, zdaj, kar bo naša intenca tukaj je, da mi imamo trenutno dolgotrajna oskrba zgleda tako. 22.000 ljudi je oskrbovanih v domovih za starejše, samo tam okrog 7.000 oskrbovancev pa uživa pač pomoč na domu. Mi pa želimo zgraditi okrog domov za starejše mrežo, ki bo skrbela za ljudi, ki potrebujejo določene storitve dolgotrajne oskrbe, ampak želijo živeti doma. Se pravi, ta mreža bo v bistvu glavni fokus. Drugo pa bo seveda pač določitev pravic dolgotrajne oskrbe in pa treba bo določiti financiranje tega sistema, ker trenutno vse plačujejo upokojenci praktično iz žepa sami oziroma v precej primerih zaradi dragih oskrbnin morajo pomagati tudi njihove družine. Bomo torej nov prispevek dobili? Tako kot sem prej rekel, ko se pogovarjamo o novem davčnem sistemu, naslednje leto bo treba o teh stvarih se dogovoriti, pač koliko smo pripravljeni za katero stvar dati, pokojnine, dolgotrajna oskrba, zdravstvo in tako naprej. In se o tem pač odkrito javno pogovoriti, kakšne prispevke mi potrebujemo. Ker če zdaj samo v bistvu ohranimo obseg storitev, pri dolgotrajni oskrbi bi potrebovali dodatnih 350 milijonov na leto. Če bi obseg storitev, kolikor je zapisan v zakonu, ki ga je pripravila prejšnja vlada, ostane, je cena 350 milijonov evrov dodatnih. Ja? Kaj pa zdravstvena reforma? Minister za zdravje Bešič Loredan in premier Golob jo napovedujeta za leto 2024. Ali ste zdaj v koaliciji usklajeni, kakšna bo, ali boste stranke ministrstva prišla s svojimi predlogi, pa se boste potem usklajevali? Ne, obratno bomo šli. Z ministrom Loredanom se bomo pogovorili o tem, kako si je on stvari zamislil in tam se bomo koalicijski partnerji vključili v to reformo. Zdaj, naša izhodišča pa poznate. Mi bomo stremeli k temu, da pač javno zdravstvo ostane javno, da se potegne jasna ločnica med javnim in zasebnim, da se odpravi sistem dvoživk, da se dobavitelje, ki izčrpavajo javni sistem, pač postavi, da se jim pokaže mesto. Ampak v vaši stranki ste v bistvu zelo nezadovoljni, kako se Bešič Loredan trenutno teh stvari loteva. Zdaj, kot rečeno, mi se bomo z njim odkrito pogovorili o njegovih načrtih. Kar se mene tiče, zaenkrat nisem videl večjih nevarnosti v tem, kar je z interventnimi zakoni minister Loredan vnesel. Bistveno pa bo, kaj bo prinesla zdravstvena reforma. Ker vse, kar je do zdaj postavilo, je bilo mišljeno začasno oziroma zato, da se je vzpostavil monitoring sistema.
da pač vidimo, kateri zdravnik kje dela, pod kakšnimi pogoji dela, koliko je plačan za to delo in tako naprej, da se vzpostavi sledljivost, transparentnost in na tej bazi se potem lahko tudi zasnuje prava zdravstvena reforma. So pa zdravniki ta teden napovedali enodnevno opozorilno stavko za 11. januar, zdaj je že jasno, da bo vaš odziv? Mislim, da je to pač izsiljevanje in glede na to, koliko so zdravniki letos iztržili v pogajanjih v javnem sektorju, mislim, da bi se morali zavedati, da so že tako ali tako najbolj privilegirani od vseh javnih uslužbencev. Ne vem, naj pogledajo, koliko so plačani učitelji. Pa se vam ne zdi, da bodo te vaše izjave zdravniki še dodatno razburili, že tako pravijo, da se nekako ne počutijo najbolje, ko take stvari poslušajo strani vlade in potem zaostrujejo svoje aktivnosti? Ja, glejte, pač vsi se moramo zavedati omejitev, ki jih kot država imamo in zdravniki pri tem niso izjema. Stanovanja, to se zdaj seli na novo ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga bo vodil vaš trenutni državni sekretar, kolega iz Levice Simon Maljevac. Koliko stanovanj bo torej zgradila država, do kdaj in kako bo to financirala? Ja, zdaj smo v začetnih fazah, se pravi, mi postavljamo sistem, ki bi, če bo pač obveljala naša, izgledal tako, da imamo model, v katerem delujejo javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije. Tako izgleda tudi v Avstriji, tam je teh izvajalcev stanovanjske politike preko 170. Država z povratnimi sredstvi vsako leto ta sistem financira in denar kroži. Preko javnih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij se gradijo stanovanja, preko najemnin se ta denar pač vrača v sistem in na ta način ustvarjamo pač krogotok denarja. In treba se pogovoriti tudi o tem, kako bomo zagotavljali zemljišča. Mi predlagamo, da se ustanovi sklad za razvoj zemljišč za stanovanjsko gradnjo, ki bi recimo imel nalogo, da ko se pač odločijo izvajalci, da bi nekje gradili, ali pa občine, da zemljišče pripravne v roku pol leta, zato da se lahko tam investicija izvede. Ko bo to postavljeno, in tukaj govorim v obdobju cirka 2 let, lahko računamo, da bo sistem, če bo ustrezno javno podprt, tukaj govorimo o vsaj 100 milijonih povratnih javnih sredstev letno, lahko na leto sproduciral okrog 2000 javnih najemnih stanovanj. Tu vas bomo seveda držali za besedo. Ko sem ravno omenil Ministrstvo za solidarno prihodnost, to je eno od novih ministrstv, ki jih bo vlada imela, potem ko je bil zakon o vladi potrjen na referendumu. Kdaj bo zdaj ta rekonstrukcija? Je to še vedno v načrtu sredi januarja? Kdaj bomo torej dobili nove ministre? Ja, začetek januarja so hearingi, tako da bomo tam do 15. januarja dobili nove ministre. Če se za konec dotaknemo še razmer v koaliciji, vaša stranka Levica se po odstopu Tatjane Bobnar, notranje ministrice, v zvezi s tem ni oglašala. Ali to pomeni, torej, a zakaj ne, ali ne veste, komu verjeti v tej zgodbi? Ne. Glejte, koalicija je v dobri kondiciji. Tudi zdaj pred novim letom se bomo z predsednikom vlade vsi ministri sestali in jaz pričakujem predvsem, da se zmenimo, kako zbrati kondicijo za to reformno leto 2023, ki nas čaka, da bo od teh stvari, ki jih tudi mi dva danes napovedujeva, naslednje leto čim več tudi storjenega. Ampak zakaj pa se niste oglasili po odstopu Tatjane Bobnar? Zaradi tega, ker nisem bil stranka v sporu, niti ni bila naša stranka tukaj stranka v sporu. Treba je pa tako gledati. V celotni zgodbi je najpomembnejše to, kaj bomo kot vlada za državo postorili. In jaz sem prepričan, da je v tej koaliciji ogromno volje, motivacije in konec koncev idej za to, da državo pač resno postavimo pač na pot, da bomo začeli gledati v leto 2030 kot v svetlo prihodnost. In zato moramo naslednje leto poskrbeti. Ja, ampak neuradno je iz vrst Levice slišati, da od premierja Goloba pričakujete dodatna pojasnila v zvezi s tem. Kaj konkretno vas zanima? Ste ta pojasnila že zahtevali? Ne, ker glejte, jaz sem se s premierjem pogovoril in javno se v bistvu pač ne bom glede tega več oglašal.
Svoje sem povedal takrat, ko je bilo treba, drugače pa kot rečeno, jaz gledam naprej in zanima me predvsem, kaj bomo drugo leto kot koalicija naredili. Ker tu je vprašanje, ali nekdo, ki se predstavlja, vsaj tako ga je opisal direktor policije, v.d. direktorja Boštjan Lindav, da je zadolžen za varovanje predsednika vlade Roberta Goloba, govoriva o Milošu Njegoslavu Miloviću, da v bistvu svetuje oziroma nekako spreminja stvari na ministrstvih, ne zdaj že jasno, da na večjih ministrstvih, celo gospodu Loredanu je svetoval, kako prestaviti pisarno, da vse to počne brezplačno, brez kakršnekoli pogodbe. Ali ni to nekaj, gospod Mesec, za kar bi vi v prejšnjem mandatu, ko ste bili v opoziciji, zelo glasno skočili v zrak? Glejte, to morate vi vprašati predsednika vlade, kaj si misli o tem. Kar se mene tiče, jaz z gospodom Milovićem nisem imel nobenih stikov. Kar sem razbral iz medijev, pa je, da je imel gospod premier spor glede svojega osebnega varovanja, gospod Loredan je pa zamenjal pisarno. Tako da jaz tukaj ne vidim neke večje zarote na vsem skupaj. Ja, protikorupcijska komisija je pa rekla, da če se take stvari delajo zastonj, da obstajajo nedvomno korupcijska tveganja. Greva še k kadrovanju v državnih podjetjih. Po vseh informacijah, ki jih imamo, v veliki meri kadruje Golobov ožji krog. Ali to pomeni, da se je Levica sama izločila iz tega ali so vas izločili? Ne, mi smo od začetka stali na stališču, da vsak skrbi za svoj resor. Tako mi skrbimo za to, da bodo v dobri kondiciji domovi za starejše, da bo v dobri kondiciji zavod za zaposlovanje, da bodo v dobri kondiciji vsi zavodi, ki so pod našim okriljem, recimo, če grem na drugo ministrstvo, kulturni. Zdaj, Ministrstvo za finance je tisto, ki skrbi za SDH, in SDH je tisti, ki mora biti odgovoren za to, da se posli v državnih podjetjih vodijo transparentno in brez korupcije. Če se bo pojavljala korupcija, bo pa treba tiste, ki so za to odgovorni, tudi poklicati na odgovornost. Torej, če prav razumem, premier in druge stranke se v kadrovanja, kar se tiče vaših resorjev, ne vmešavajo, vi se pa ne vmešavate, kar se tiče drugih kadrovanj, državna podjetja in tako naprej. Jaz mislim, da je to edini način, da pridemo do odgovornosti, ker če so odgovorni vsi, ni odgovoren nihče. Lahko bi rekli, kolektivno smo odgovorni kot vlada, ampak ko so odgovorni vsi, potem je zelo težko poiskati krivce takrat, ko gre kaj narobe. Samo še to, v trenutku, ko se pogovarjava, državni svetniki še niso glasovali o odložilnem vetu na zakon o finančni upravi, ki prinaša tudi sledenje državljanom. Poslanci Levice in SD so bili na glasovanju v državnem zboru vzdržani, za so glasovali samo v Svobodi. Kako bodo vaši poslanci ravnali, če bo veto izglasovan in bo zakon za sprejetje potreboval 46 glasov, Svoboda jih ima 41? O tem se moramo še pogovoriti. Poznam to glasovanje, ampak o tem se bomo še pogovorili na vrhu koalicije, kako bomo v tem primeru ravnali. Torej tudi možnost, da poslanci Levice spremenijo svojo prvotno odločitev? Jaz dokončnega odgovora na to danes nimam. Dobro, najlepša hvala. Gospod Luka Mesec, minister za delo, hvala, da ste bili naš gost. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti v zvezi s spremembami pokojninske in delovne zakonodaje najdete v člankih na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.